Na trgu svetega Petra je 22. oktobra na god svetega papeža Janeza Pavla II. Potekala jubilejna avdienca v letu usmiljenja. Več kot 100 000 romarjev, veliko jih je bilo iz Poljske, je prisluhnilo evangeljskemu odlomku o Jezusu in Samarijanke, ki se srečata ob Jakobovem studencu v samarijanskem mestu Sihar. Papež Frančišek se je v nagovoru osredotočil na njun pogovor. Posebej je podčrtal, da je pri vsakem pogovoru pomembno poslušanje in spoštovanje drugega, dialog pa prav tako podira zidove ločitev in nerazumevanj. Pogovarjanje pomaga osebam, da humanizirajo odnose in presežejo nerazumevanja, je nadaljeval sveti oče. Velika potreba po pogovoru je v naših družinah, koliko lažje bi se razrešila vprašanja, če bi se naučili medsebojno poslušati. Enako je za odnos med možem in ženo, med starši in otroki, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Non dimenticatevi, dialogare e ascoltare quello che mi dice l'altro e dire con mitezza quello che penso io. Ne pozabite, pogovarjati se pomeni poslušati, kaj mi pravi drugi, in z blagostjo povedati, kaj mislim jaz. Na ta način se odnosi lahko izboljšajo, a če drugemu ne pustim, da bi povedal, kaj mu leži na srcu, in začnem kričati, to ne bo dobro vplivalo na najin odnos, ne na odnos med možem in ženo, med starši in otroki. Poslušati, razložiti mirno, ne se jeziti na drugega, ne kričati, odprto srce. Non avrà buon fine questo rapporto fra noi. Non avrà buon fine il rapporto fra marito e moglie, fra genitori e figli. Papež Frančišek je posebej pozdravil tudi poljske romarje, ki so tja prišli v zahvalo za njegov obisk Krakova. Spomnil je na godovnjaka svetega Janeza Pavla II., ki je vse povabil, da naj odpremo vrata Kristusu. Frančišek je te besede ponovil. Natanko pred 38 leti, približno ob tem času, je Janez Pavel II. Svet nagovoril z besedami: Naj vas ne bo strah, Kristus odpira vrata.